Veš, koliko ljudi je napisalo na Facebook, za gripo umre več ljudi, kot zatem. Pa tak, če ne veš, če ne veš, če 2 meseca... Če še le 15 ljudi okuženih, kako veš, en mesec še leto zunaj. A bilo pa je res, da so bili ti virusi SARS, pa MERS, pa vsi ostali, so bili tak močni, da so ljudje hitro zboleli, tudi hitro umrli in niso mogli veliko ljudi okužiti. To je največja finta, ker ta virus pač je v tebi čaka, lepo, zelo svinsko, ne, v bistvu. Zvito, pride za tabo. In je finta, da pač so ljudje to postali in zamisli si, stari, ti si objavil, ti si nekdo, pač nisi medij, nisi množični medij, ti si pač nekdo, ki, ne vem, prodaja rože. In ti si to zdaj objavil. In zdaj je nekdo šeral, to šeralo, ne vem, v Sloveniji 10,000 folka. To je zdaj že množični medij, ne. Ker zdaj moraš vedeti, vsi smo zdaj to videli, tisti graf, ne? Se spomniš, februarja so si to postali. Toliko ljudi umre za tem. In zdaj je nekdo zaradi vsega tega bil, ni panike, spet bo isto kot takrat, in ni bil previden in zdaj zaradi tega nekdo tudi umr. To je zdaj tvoja odgovornost, ko si govoril, ne? In jaz nisem imel enega od teh ljudi, ki so to postali, sem se motil, zdaj ko je več, ko so se številke obrnale v 3 mesecih, ne? Pač jaz sem vsak je videl, da pač ni lih tako, pa se je pa, zajebo sem. Ampak doben ni rekel, opravičujem se, definitivno je pa ta informacija, ko so jo ven metali, je bila definitivno vzrok za več okužb. Pač. Boli. Ne, zaenkrat še ni panike, zaenkrat še ne gre nič naprej. Hočem reči, ni tako nedolžno, no. Tudi če nekaj postaš, pa si misliš, jaz sem pametni, jaz vam bom povedal resnico, mogoče se pa motiš, ne. Premisli drugič, pred nekaj takega ven daš. Tudi jaz sem kriv, jaz sem še 14 dni preden se zaprla cela država, sem še postal event gor na Facebooku, ampak mi je bilo tako, pizda, dogaja se, v Italiji številke rastejo in potem sem jaz tak, event bom dal gor, mogoče bo že mimo, ne. Nismo si znali predstavljati, to, kar si prej rekel, nismo si fucking znali predstavljati, kaj se sploh dogaja okoli nas. Mislim, da si še zdaj ne znamo, ne. Ker še ni konec, ni še konec, mislim, jaz bo tako rekel, jaz verjamem, da je to en jeben virus, pa verjamem, da je hujši kot gripa. Sam še zmeraj mislim, da mogoče določeni ljudje pa ali vlada, malo vse izkoriščajo. Jaz bi rekel, da mogoče en pravi sistem, pa se pravi spet, to je spet neko lapanje. Švedi siguren so malo preveč free, mi smo pa mogoče določene stvari malo preveč zaprli. Jaz bi vse neko umestno stvar mogel najti. Nedvomno bi mogel bolj poudarek dati na pač varstvu starejših, to 100%, zato ker pri nas je najbolj tam šlo vse, ne narobe. Lih tam, kaj ne bi smel, ne. To je bila največja napaka. Nekdo je, pardon, da prekinjam, ampak nekdo je bedarijo naredil, šel v Italijo smučati, šel pa v Metliko, v dom za upokojence. Najbolj narobe možen. Mislim, ko moraš si reči, mogoče pa ne je bilo verjel, ne. Ampak ni šel, ampak spet je to kaj sem hotel prej povedati, mogoče glih to fucking sliko vijo, pa si je mislil, to ne bo hujiško korona in je šel, ne. Ne, pa se čisto logično, nekdo je rezerviral smučanje v Italiji pol leta nazaj, to je bil en teden, ki je bil frej v celmu letu ali pa v pol leta hotel se sprostiti, človek dela cel dan, celo noč, zmatranje, živčenje, rab nekaj, da se sprosti. In to mi je bila edina rekel, pač rekel, kje pa je šansa, da lih jaz bolim. In je, ne. Mislim, jaz ga ne krivim, ker verjetno bi jaz isto bedarijo naredil. V istem časovnem obdobju bi verjetno jaz tudi šel, ne. Ampak pol pa bi si mogel dati reči, pa ne iti v dom za upokojence. Potem, ko bi prišel nazaj, pa bi videl, da so stvari res že malo zakomplicirane, mogel bi iti v karanteno, ne. Se jaz sem tudi, kdaj sem imel? 7. marca sem imel zadnji stand-up, ne. Od takrat naprej do zdaj nisem imel nobenega, se pravi. 7. marca je bil zadnji, ampak 7. marca je bil že un dan, ko so bile prireditve pod 500 prepovedane. Mi smo imeli stand-up, kjer smo pričakovali 100 ljudi, pač do 100. In smo rekli, ok, cool, to še speljemo. Naslednji dan sem imel še enega, naslednji dan so se pa že vse kafane zaprle, gostilne so se zaprle in tistega nisem imel več, ne. Tako da dejansko v enem dnevu iz tega kao, ko smo se še hecali na stopu, bomo zboleli za korono, vas pa ni nič strah, boli vas kurac, in so se ljudje smejali na to foro, naslednji dan tega stand-upa ne bi bilo več, ne. Tudi tunka bi ga mogel imeti, ga ni bilo več in se je v 24 urah se je spremenili z v fuck. Informacije so šle tako vsak dan za 24 ur, če si bil 24 v media blackoutu, si če 24 ur bil, fuck, ne. Če nisi vsak dan 3-krat pržgal, pa malo počasne, eskaliral.
Ja, to, kar si pregovoril, ne, da pač bi mogli nekaj vmes imeti, tako ko je zdaj, čisto vredno. Tako je zdaj. Ja, to je zdaj ok. To je cool. Okay. Imamo neko svobodo, nek feeling svobode, ampak še zmeraj pazljivi, odgovorni in vse to moramo biti. Ful mora biti pazljivi, odgovorni. Jaz sem si tudi rekel, da jaz pač sem originalno slovenski konec, živim v Mariboru, se pravi, jaz bom en teden, frizer, trgovina, bom šel na pir, bom šel v knjigarno, bom pa 14 dni ahto. Pol bom šel v stari mame na obisk. Pač to je nekako najbolj varno, če me vprašaš, najbolj varno na tak način delati, zaradi tega, ker pač neka odgovornost je pizda. Jaz ne bom odgovoren za to, da se nekdo v naši hiši okuži. Se v bistvu, da je zdaj fora je, da mogoče nam je ta virus dal nekaj vedeti, da bi že do zdaj mogli biti bolj odgovorni. Kakokrat si ti bil bolan, pa si mogoče imel gripo ali pa pljučnico, pa si šel delati, pa si nisi umival rok 20 sekund v življenju še. Pač nobeno v življenju si ne umiva 20 sekund, sorry, če si kdo vsaka čast. Germofobi sam, ampak noben normalen človek si 20 sekund ne umiva roke ali pa ne razkužuje skozi. Ampak zdaj smo se pa navadili, da se moramo pa čisto, da se moramo pucati, pa da če si nekaj prehlajen, če si nekaj slab, da ne greš k familiji, da ne greš k babici, da ne greš v službo, ker nočeš okuzati drugih. Prej je bilo pa nekaj čisto normalnega, pa če normalno boš v službo, ne. Sploh mi SP, kaj boš? Nobene plače, če sem doma, ne. Ja, točno to. Veš, valjda si šel, tu če si bil, pojedel si imunogran, pa imunoglukan, pa lekadol, pa 15 vitaminov še drugih, pa 3 kave, pa si bil dober za tiste 5 ur, ki si delal. Pa si stisnil zobe, pa si šel tja, sem... Finta je, ne, da številke za gripo so vseeno ful visoke, pa doben tega ni vedel. Predtem, dokler se ni začelo, doben ni vedel. Noben ni vedel, koliko ljudi umre zaradi tega. Ne. A ti si mogoče že okužil nekoga, ki je okužil nekoga, ki je okužil nekoga, ki je eno umrl pol. Pa si isto pol naredil, ko sem pregovoril, ampak se nismo zavedali. Zdaj pa pač prišla ena stvar, ki je toliko bolj kužna in toliko bolj nalezljiva. Ja, zdaj pa smo videli dejanske številke, koliko je tega, veš, tako fakt. Jaz sem imel prej tak, sploh je kdo že kdaj umr za gripo, jaz mislim, da to pač malo si doma. Mogoče ne 5-10 ljudi, ki so bili že ful drugač bolni. Ja, tudi to, no. Ampak vseeno, ko sem imel te številke, sem imel tako, fuck, stari. To je gripa. Gripa je resna stvar. Gripa, tako mislim. Pljučnica pa to. Jaz sem ga dejansko dojemal, sem gripo tako kot malo hujši prehlad. Pa nikoli nisem poštudiral, fuck, nekaj se me doloteva, kaj bi si zdaj razkužil roke, bi ono tudi nikoli poštudiral. Nekaj se me doloteva, mogoče čisto na blaga gripa, ko boš nekoga gužil, pa imel bolj hard gripo. Nikoli nisi pomislil na to do zdaj. Vrej focen smo dobili, na to hočem povedati. Je pa tudi ena stvar, ko smo se premenila, kako so ful zaprli vse pri nas, ukrepi so bili ful strogi, iz občine smeš, takrat je ful folka začelo, da je to pač kratenje pravic, ampak je res, da so bili prehudi ukrepi, ali pa pač mogoče nerazumljivi, neživljenjski, kakorkoli. Ampak v enem momentu se tudi moraš zavedati, da vlada takrat ni vedela, kaj je. Ni vedela, kakšna slika je, koliko ljudi je okuženih. Takoj, ko so naredili polovno raziskavo, ko so gotovili, stari spurali smo, takoj so pol začeli sproščevati, to je resnica. Ampak vseeno, če bi jaz bil na tisti poziciji, stari, jaz bi isto naredil. Pa upam, da bi imel jajce isto narediti. Ker, stari, če pa narediš, ne? Pa se okuži, toliko ljudi, pa so bolnice polne, pa mora folk tako v Italiji domov hoditi, umret, pa mogoče bi ga lahko rešili. Ali pa se morajo zdravstveni delavci odločiti, koga bomo zdaj... To je najbolj grozno. To je najbolj grozno. Pa če ti rečeš, ok, ti boš umrl, dejansko si se odločil, da on ne bo preživel. Fuck, jaz to moram videti.